Sekunda zabave in užitka, posledice pa vse življenje. V ljubljanskem kliničnem centru so v samo 4 dneh obravnavali 4 mlajše od 15 let, ki so se poškodovali s pirotehniko, 2 sta ostala brez roke. 3. je izgubil vid vsaj na eno oko. 4. utrpel opekline po rokah. Od začetka decembra do 3. januarja je policija zasegla več kot 6000 pirotehničnih izdelkov, ugotovila 120 kršitev uporabe pirotehnike, od tega je bilo kar 115 kršiteljev otrok ali mladoletnikov in podobno je pri poškodbah. Če so v UKC doslej opažali, da so bili poškodovani tudi starejši, ni bil letos nihče starejši od 15 let. Tjaša Dogolin. Zaradi prepovedanih petard ali doma predelane pirotehnike je težjih poškodb vse več, poškodovanci pa so vse mlajši, opažajo v naši največji bolnišnici. Od 30. decembra do 2. januarja so obravnavali 4 mlajše od 15 let. 2 sta izgubila roko, se pravi vse prste, vključno z dlanjo. Eden pa ima hudo poškodbo glave oziroma obraza z najverjetneje izgubo vida vsaj na eno oko. 4. poškodba pa, kot sem že prej omenil, bila lažja, je pa bilo v bistvu samo ob vžigu smodnika, je prišlo do opekline rok. 2 se po besedah Tominca še vedno zdravita v bolnišnici. Rehabilitacija po takšnih poškodbah lahko traja leta, invalidnost pa človeka zaznamuje zavedno, opozarja. Potrebno se je priučiti na novo uporabljati spremenjeno anatomijo uda. Lahko sledijo dodatni posegi, občasno se uporablja tudi protetične nadomestke, ki pa seveda nikakor niso enakovredni. Objestna uporaba pirotehnike pa povzroči tudi precej materialne škode. Na policiji so obravnavali 20 takšnih primerov, gre denimo za poškodbe zabojnikov za smeti ali poštnih nabiralnikov, 2-krat je tudi zagorelo. V Ljubljani se je pri uporabi dovoljene pirotehnike, se pravi te baterije, leta prevrnila, začeli so te rakete leteti v podstrešje hiše, kjer je zagorela cela hiša, pa zgorela ta hiša, pa na območju Maribora je bil pirotehničen izdelek odvržen v zabojnik za smeti, ki je bil pod nadstreškom, zaradi česar se pa je ta nadstrešek tudi užgal. To je nekaj nedavnih policijskih zasegov. Največ jih je med mladoletnimi, ti so tudi najpogostejši kršitelji uporabe pirotehnike. Sicer pa se te izdelke vse pogosteje kupuje prek spleta, pravijo na policiji, otrokom jih nabavljajo tudi starši. V 2 primerih je bilo, ko smo na terenu, so policiji zasegali petardo otroku ali pa mladoletniku, podana pobuda za hišno preiskavo, ki smo jo od sodišča dobili, izvedli hišno preiskavo, zasegali neke pirotehnike in uvedli postopke zoper skrbnike staršev. Se pa seveda kljub povsem odgovornemu ravnanju staršev tragedija lahko še vedno zgodi. Kar me je recimo letos eno od teh primerov presenetilo, je to, da se eden izmed staršev za svojim otrokom pogovarjal o nevarnosti pirotehničnih sredstev par dni, preden se je nezgoda zgodila. Po mnenju Tominca bi bilo dobro, da bi bilo v prihodnje še več preventivnih akcij tudi na družbenih omrežjih, kjer so mladi najbolj prisotni.